Foxnerjem se odpraviva na dolgo pot proti Koroški, kjer naj jo čaka Max Franc s svojimi prijatelji. Spotoma občudujeva lepo naravo in divjo pokrajino, ko končno zagledava Mežiško dolino. Tu je globoko v osrčju gore Pece skrit rudnik. Pa kje sta? Čakam, moja že celo večnost. Sta se zguba? Kaj ne rečem, še dobro, da so vas našla, no. Dva nas, mi smo našli vaju. Ma pustimo malenkosti, no. Tukaj smo, skupaj smo, torej, kje je zdaj problem? Tudi spodaj je hotel rudnik, kot je moj pred dolgimi leti delal moj deda. In tebe zdaj zanima, kako je bilo takrat v njegovi službi, a kaj? Tak nekod, sem da mali problem, tam je mi ni fajn. To pa ja ni nič posebenega, ne. Marsikdo ima s temo težave, razen jaz, recimo, ne. Jaz se teme sploh ne bojim, ne. Men hoditi po temi je nekaj tazga, kot da bi spil eno kavico. A greva dol? Ja! Dobar. Ošica! Peva! Gremo. Ne ti povem, tale žarnica lahko premaga najbolj črno temo na tem svetu. A ja, men pa ne zgleda najbolj profi, pa je zanesljiva. Če je zanesljiva, tole, dragi moj, je najbolj zanesljiva naprava daleč. Če vama trkne med veslanjem, bo sta v ful hudih težavah. Veslanjem? Ja? Kakšnim veslanjem? Del rudnika je zalit z vodo, zato se znaš veslat, ali... A se hecaš? Če znam veslati? Pa jaz sem ribič, Pepe. Če iščeš dobrega veslača, ne boš najdla boljšega na vseh 13 oceanih tega sveta. A jih ni 5? Pa dober, a smo mi zdaj tukaj zato, da premagamo strah pred temo, ali pišem test iz geografije pa zemljepisa? Ko se spustiva v globino strah vzbujajočega rudnika, se moja samozavest stopi kot snežinka na vročem ognju. Še dobro, da imava polne roke dela s pripravami in tako lažje pozabim na strah, ki se me loteva. Za razliko od mene pa Max Franc povsem neobremenjeno preverja svojo rudarsko opremo in mi pomaga pri izbiri neoprenske obleke. To potrebujem, ker je menda rudniška voda zelo hladna. No, končno so povsem nared, da zabredeva proti čolnu, ki naj jo že čaka na gladini skrivnostnega podzemnega jezera. A je tudi tebe tako strah kot mene? Si prepričan, da tvoja luč dobro deluje? Seveda sem prepričan. Zakaj? Ne vem, imam občutek, da mi žika. To se ti samo zdi, no. Sam brez panike, Max Franc, sam brez panike. Kar bi dal, da bi bil zdaj le zgoraj, na planem. In bi v miru spil tisto svojo kavico. Kaj pa zdaj? Sam brez panike, Max Franc. Sam brez panike. Ej, nekam dolgo je ni, da se nista kje zgubila. Jah, rudnik je labirint, lahko sta zašla. Slab občutek imam. Gremo poiskati? Gremo! Otroci se odločijo za reševalno akcijo. Pridruži se še lisjak Foxner in skupaj stečejo do rudniškega vlaka, ki jih odpelje v globino. Naj jo bodo našli? Ali pa bova zavedno ostala v popolni temi, globoko pod goro? Ti, poslušaj, pa si prepričan, da tukaj ne živi Kakšna pošast, ne? Prepričan, a cvikaš? Ja, ful! Še dobro, da imam tebe. Viš, prestrašil sem se, kakšen zanc. No, zdaj ti bo nekot lažje. Ej, pa se ti si imel ves čas rezervno lučko. Jaz se pa nisi pred sprežgal. Hotel sem sam preveriti, če je strah, da sem bil upravičen, pa sem ugotovil, da ni. A veš, ja lahko je tebi govorit. Ne, pa skor. Mislim, da nekaj manj. Skor. Ohlačil šel od strahu.
Max Franc mi je s svojo lučko, še bolj pa s svojim pogumom dal toliko novih moči, da samozavestno zaveslam proti izhodu. Priznati pa moram, da je tudi on spreten veslač. Prihaja tudi pomoč. Ekipa mežiških šolarjev je skupaj s Foxterjem že prispela na kraj najinega izginotja, kjer naj jo glasno kličejo in delajo velik hrup. Še dobro, da tukaj res ne živi kakšna pošast, ker če bi živela, ti ne se tako derejo, da bi jo zagotovo zbudili. Veš kaj, meni se zdi, da so bolj midva njih našla, kaj praviš? Ja. Otroci, jaz mislim, da smo si vsi skupaj zaslužili eno veliko nagrado. Je tako? Ja, gremo! Nagrada? Fox, ne veste? To je najboljša rudarska malica, ki nas čaka. Po njej pa bo sledilo še obilo glasbe, pa plesa in zabave. Pepe, ti si pa zdaj zaslužiš testo svojo kavo. In kdo mi to reče? Najpogumnejši mulc, kar sem jih kdajkoli srečal. Potem, ko smo se najedli koroških ajdovih žgancev, zabeljenih z domačimi ocvirki in prelitimi z sladko-belo kavo, se lotimo priprav na koncert. Narišemo pano s strahopetnim Pepetom, hočem reči zajcem, pripravimo ozvočenje in postavimo oder. Žurka se lahko začne. To je pesmica o zajčku, ki se kogar ne boji. Jau, zajček! Zajček, al se ne bojiš, ko od doma tak hitiš. Skočim sem, skočim tja in takoj sem spet doma. Skočim sem, skočim tja in takoj sem spet doma. V gozdu čaka lovec skrit, ti ne veš, kako je zvit. V grmu nos se z glavo bom potisnil, glej tako. V grmu nos se z glavo bom potisnil, glej tako. Zajček ljubi, čuvaj se, kaj če v zanko te dobi. Nič za to, saj lahko bom pregriznil hitro, jo. Nič za to, saj lahko bom pregriznil hitro, jo. Bravo, zajček! Naučil sem se, da tam ni prav nič groznega, sploh če imaš luč. To pomeni, da boš v rudnik še šel. Bom, zabavno je bo. Zakaj pa misliš, da nas je strah tebe? Ker nič ne vidiš naprej, ne nazaj, ne veš, kam bi se obrnil. Ne veš, če je tam še kdo slučajno drug. Mi smo pa navajeni, da vidimo. Mogoče je to problem. Ej, dobro razmišljaš. Hvala. Če imaš ti podobne probleme kot naš Max Franc, poišči in vprašaj odraslega, ki mu zaupaš. Ali pa pokliči na tom telefonu. 116 111